bi povabil kolegico Alenko, Marjetič Vidar. Jaz se poznava že tudi veliko dolgo časa, bila je mlado, nadobudno dekle, ki je prišla na ministrstvo, ko smo se pogajali pristopne. Ja, smo se. In potem je bila odlična uradnica za področje organiziranja proizvajalcev, oljkarstvo. Oljkarstvo, hmeljarstvo. Hmeljarstvo in tako naprej. No, potem so je pa zdaj naredila karierni preskok in je ena od strokovnih sodelavcev na novi poti Zadružne zveze. In danes prihaja prvič med nas v tej funkciji. Samo da obrnem. Pa zdaj ne bi rad bil zelo tečen, ampak saj veš. Ja, lepo zdrav. Biti res kratka, nekje pod 10 minut. Pa kar začnimo. Lepo prosim, če daste kar. Ja, sem vam jaz. Pardon. Tako, se pravi, gremo kar naprej. Pa začnimo statement z izjavo. Kaj je zadruga? Zadruga je podjetje, ki ga kmetje ustanovijo za kmete. Zakaj? Pa zakaj v narekovajih? Zato, ker ne deluje po principu gospodarskih družb. Mora poslovno učinkovito, drugače ne bo preživela. Deluje po pravilih zakona o zadrugah, ki bistveni pri to, da je zadruga organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, prostovoljno nadzorujejo zadrugo člani. Bistvena je demokratičnost odločanja, en član, en glas. Glasovanja pa je zasledovanje koristi članstva, ne ustvarjanje dobička. Da pogledamo zdaj. Nekako bom se kar predstavila. Ja, to pa ne bo šlo. Hvala. Temu zadrug, članic Zadružne zveze. Podatke imam za leto 2012. Žal nekako zadruge ni pri pošiljanju podatkov, tako da pričakujemo, da bomo v kratkem tudi za 2020 dobili celotno statistiko. Torej, na današnji dan imamo 60 članov. Člani Zadružne zveze in 208. To, ko govorimo o družinskih kmetijah, se pravi, na zadrugo. Delavcev. Zdaj, sicer na ankete, večno delavcev zaposlenih na zadrugo. Ali zadrugo. Ali zadrugo. Dobiček bil. Dobiček so zadrug, 1000 evrov na zadrugo, 2 pa je ustvarili izgubo. Približno 3 milijone evrov povprečno na zadrugo. Zdaj, kaj predstavlja? V Republiki Sloveniji. Teh 14% zadrug predstavlja v teh 14% je zaposlenih 92% delavcev v zadružništvu. In pa v teh 14% zadrug teh 14% zadrug ustvari 86% prihodkov vseh zadrug. In
86% odhodkov. Toliko pravzaprav o obsegu dela, o obsegu delovanja zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije. Zdaj, člani Zadružne zveze so splošne zadruge, večinoma. Se pravi, da različne dejavnosti. Ključna dejavnost pa je odkup, ali bom rekla, koncentracija članov. Zdaj, prijavo v letu oziroma v letu 2019 na celoten odkup, uraden odkup Republike Slovenije. Zakaj pri mleku več kot 75%, žal, kot rečeno, nekako poročanje bomo morali še urediti, da bo bolj ažurno, ampak definitivno združujemo več kot 75% celotnega odkupa mleka. Govedo skoraj 70%, prašiči 40%, drobnica 30%, grozdje 68%, žita 33%, krompir 27%, zadruga, ki se je ukvarjala z vrtninami, z zelenjavo, je več ne obstaja, je pa tudi v tistem letu izgubila kar precejšen del svojih članov, tako da predstavljamo nekako slabih 30% odkupa vrtnin. Les, to je pač ocena na podlagi teh podatkov, kot jih imamo, 10% odkupa. Zdaj, bistveno je, da zadruge, kot rečeno, so splošne zadruge. Bistveno je, da se dodaja vrednost proizvodov članov in zadruge imajo v lasti in solasti, se pravi, kapacitete za predelavo mesa, 8 zadrug, mlekarn 3, vinske kleti 6, od tega 1 v solasti, oljarne 2, potem imamo, se pravi, podjetje, ki se ukvarja z stavbnim pohištvom, suhorobo in tako naprej. Trgovine, kot rečemo, končen, se pravi, stik z potrošnikom, 116 živilskih trgovin, 190 z repromaterialom, 52 neživilskih in mešanih. Zdaj, območje delovanja. Jaz sem hotela prikazati nekako, da dobite občutek, kako so zadruge razporejene pravzaprav v 14 regijah, zadružnih regijah, to niso pravzaprav nacionalne regije, tako kot je po statistiki razdeljeno, pokrivajo praktično celotno Slovenije, se pravi, odkupu z družinskih kmetij in oskrbi z repromaterialom pokrivajo dejansko celotno območje Slovenije. Zdaj, dejavnosti članic so diferencirane, tudi dejavnosti zadrug so diferencirane, kot sem že povedala, so splošne zadruge. Kaj se je izkazalo v času covida? Dejansko, če pogledamo, če odštejemo zadrugo, ki ni imela tako diferenciranih trgov kot preostale zadruge, če odštejemo, so pravzaprav nekako poslovni rezultati bili zelo uspešni. Ne bom rekla tako zelo uspešni, ampak bolj pričakovani. Se pravi, če gremo naprej, storitve za člane, pravno svetovanje, računovodske storitve, skupinske storitve, certificiranje, širše družbene koristi, ki jih prinaša zadružništvo, zagotavljanje prehranske varnosti, zagotavljanje delovnih mest na podeželju, socialna varnost na podeželju, ohranjanje tradicionalne kulturne krajine in raznolikosti ponudbe, zlasti preko združevanja, kot rečeno, kmetij, ki tudi same pravzaprav so diferencirane v ponudbi. Tradicionalna kulturna krajina in raznolika ponudba pa je generator zlasti za razvoj trajnostnega turizma in pa gastronomije. Zdaj, jaz bi nekako preskočila ta slajd, ker je že Tatjana kar dosti povedala. Ja, zadruge nekako, bom rekla, ni to floskula, ampak ponavljamo ves čas, kmetje povezani v zadrugo močnejši vstopajo v vedno bolj globalne verige vrednosti. Zdaj, pojavlja se nekako vprašanje o povezanih naložbah v okviru prihodnjega strateškega načrta. Kaj je to? Tatjana je lepo povedala, to je v bistvu soodvisnost v celotni verigi. Ta soodvisnost je pravzaprav, to je osnovna zahteva, nekako je pa v prihodnosti potrebno veliko vlaganja v to, tako znanja
kot bom rekla, nekako zavedanja o tem, da smo soodvisni, celotna veriga. Zdaj, tukaj, kjer bi se pa jaz ustavila, je pa to, kaj pa v bistvu zadružni sistem v tem, ko je, kot sem povedala na začetku, podjetje, ki ga kmetje ustanovijo za kmete, v tisti ultimativni obliki verige vrednosti. To je najkrajša veriga vrednosti, največja organizirana veriga vrednosti, tako po bližini pridelave, kot tudi po številu, se pravi po številu deležnikov, ki se pojavijo. Zakaj? Zato, ker lahko vključuje celotno verigo od pridelave, se pravi od vil do vilic, se pravi v upravljanju in nadzorovanju kmetov samih. In nekako kolektivne naložbe so tisto, kar smo razvili v okviru, bom rekla, strokovnih pogajanj, strokovnih dogovarjanj, tudi z ministrstvom, ko smo se pogovarjali še o Next Generation sredstvih, tako da, kaj so te kolektivne naložbe, ki jih pričakujemo in na podlagi katerih pričakujemo razvoj pravzaprav zadružnega sistema. To so zadružni distribucijski centri, se pravi krepitev trajnostne dobavne verige vrednosti na področju pridelave, predelave in trženja kmetijskih proizvodov, članov in nečlanov. Ko govorimo o tej ultimativni kratki verigi, govorimo o zbirnih kapacitetah, predelovalnih kapacitetah, prodajnih centrih in logistike in pa vzporedno seveda tudi v ravnanju z odpadki, ponovni uporabi stranskih proizvodov. Modernizacija in vzpostavitev vseh teh kapacitet, digitalizacija poslovanja in procesov, to je vzporedni proces, ki mora potekati, zeleni prehod in krožno gospodarstvo, absolutno. Nekaj pa je pozabljeno napisano, to pa je generacijska prenova, kar pravzaprav zadruge absolutno in nujno potrebujejo. Torej, imamo zadruge, imamo tudi kooperacijsko pridelavo v okviru podjetij. Ali potrebujemo organizacije proizvajalcev? Ali potrebujemo medpanožne organizacije, ki se pojavljajo v zadnjem času v vedno bolj pogostih pogovorih v kmetijski politiki? Uspešni nismo bili v zadnjih 17 letih. Lahko rečem, da ne niti na nivoju, bom rekla, javne uprave, niti na nivoju tistih, ki so izvajalci, bom rekla, tovrstnega načina združevanja. Pa vendar, imamo zadruge in imamo kooperacijska podjetja in to je osnova za to, da organizacije proizvajalcev, ki omogočajo vse tisto tudi, o čemer smo govorili, se pravi tudi upravljanje s krizami, ki so sofinancirani iz sredstev Evropske unije, vzpostavimo tudi v Sloveniji, ampak treba se je pa zavedati, da je potrebno najprej pogledati, kakšne sisteme že imamo in jih nadgraditi. Ne smemo iti pa v to, da bi šli in bi to pravzaprav umetno razdirali in nekako drobili to pridelavo zaradi nerazumevanja, kaj zadruge so in kaj kooperacijska pridelava v okviru podjetij je. To pa je moj zaključek. Hvala.